Zdravljeni. Danes tako čutim in govorili bomo o pozitivnem mišljenju. V glavnem, svet je zanimiv in včeraj zvečer sem poslušala predavanje Greg Baden. V glavnem Grega Badena, to je avtor knjige Med znanostjo in duhovnostjo. In v glavnem, on pravi, da ta trenutek za njegove pojme poteka tretja svetovna vojna, ampak ta tretja svetovna vojna poteka dobesedno za to dušo, za esenco. In pravi naprej, da mlade ljudi je tako enostavno prepričati in da se ne zavedajo tega, da človeško telo je res nekaj posebnega in to, ker povsod govorijo, da je telo svetišče, in da to naše svetišče je povezano z Božjo esenco, da imamo v sebi nekaj Božjega in tako naprej. V glavnem. In to pomeni, da se moramo zavedati, da mi v sebi lahko razvijemo ali pa se spomnimo tega, kdo mi smo. Se pravi, božanska bitja z zemeljsko izkušnjo. No, dobesedno nimamo pojma o tem. In zdaj po nekaterih raziskavah je tako, da ne uporabljamo niti 5% možganov, čeprav ne vem, a jih res ne uporabljamo, verjetno ne. V glavnem, kakorkoli kapaciteta tega ali pa zmožnost tega, kar mi zmoremo z našimi možgani, z našimi zaznavami in tako naprej, je še daleč od tega, kar mi res uporabljamo ali pa znamo uporabljati. Eno, a ne, vsi smo poslušali ali pa prebrali knjigo Skrivnost. In v tej knjigi Skrivnost pač piše, da če si dovolj močno predstavljaš neko zadevo in če si res močno želiš, da v bistvu postaneš tako kot magnet in to pritegneš v svoje življenje. Ampak vemo pa, da to ni tako enostavno, da če si jaz želim, ne vem, napredovanja v službi recimo, ali pa če si jaz želim lep partnerski odnos, točno vem, da mi odnosi kažejo ogledalo. In predvsem, pač jaz vam govorim iz svojih izkušenj, kako je šla moja pot te moje osebne rasti. Bolj kot sem si želela neko stvar, bolj sem imela občutek, kot da se oddaljujem od tega. Zdaj pa zakaj? Zaradi tega, ker ko jaz želim aktivirati, recimo se spomnim daleč nazaj, takrat po moje je bila moja Sara stara, je bila še dojenček, 1 leto, mogoče je bilo to leta 98. In vem, da z bivšim možem sva imela tako pomanjkanje denarja, da dejansko je bilo treba paziti na vsak evro, treba paziti, kam je šel denar in pač edino stvar, ki sem si želela, kdaj bom jaz lahko normalno plačevala položnice. In vem, da takrat je bil, sploh ne vem na katerem radiju, ampak v glavnem, na enem radiju je bil nekdo, ki je odgovarjal na vprašanja ljudi in vem, da sem takrat poklicala na tisti radio in on pravi: vidva z možem živita kot brat pa sestra. V vašem življenju bo dovolj denarja, ko boste z vašim možem živeli v ljubečem odnosu kot ljubimca. In jaz sem se postavila v bran. Sem rekel, to pa ni res. Rekel, no pa ni res, pa je dal dol telefon. Mi dal misliti, veste? Se pravi, ta pomanjkanje, če živite ta trenutek pomanjkanje, česarkoli pomeni, da imate v sebi program ne zaslužim si. In to jaz vem, da sem imela, da ne zaslužim si sreče, za denar je treba garati, za uspeh se moraš truditi in tako naprej. In poleg tega, moj podzavestni program je bil povezan s tem, da potrebujemo po zlorabi, potrebujemo po izkoriščanju in dejansko sem imela jumbo plakat in dobesedno oglasno desko. Če je kje kakšen, ki bi me rad okrog prinesel, jaz sem ta budala, ki nekoga iščem. In sem rabila leta in leta in leta, da sem prišla do teh mojih programov, da moram nekaj spremeniti. In recimo, če je vaša želja, da shujšate in nikakor ne morete shujšati, ja, lahko si pomagate s prehranskimi dopolnili. Seveda, če imate potrebo po tem, da rabite več zaslužiti, začnite nekaj delati zraven. Lahko začnete recimo
prodajati prehranska dopolnila, tako kot sem jaz začela. V glavnem, lahko začnete prodajati knjige, lahko začnete nekaj prodajati, ampak če imate zadej program ne zaslužim si uspeha, vas bo nekaj zadrževalo, da ta prvega telefona ne boste dvignili, da ta prvemu človeku ne boste povedali, da imate nekaj, ker vas nekaj zadržuje in to je vaš podzavestni program. In ravno tako je pri ljubečih partnerskih odnosih. Pač ljubečega partnerja imaš lahko samo na ta način, da imaš prepričanje, zaslužim si ljubezen. Zaslužim si sprejemati ljubezen in zaslužim si in z veseljem dajem ljubezen. In dokler imaš v svoji podzavesti potrebo po tem, da si dežurni krivec, dobiš nekoga, ki ti kaže, kakšen program imaš. No, v glavnem, gremo na pozitivna sporočila. Danes je tako mrzo dan, da čutim, da je treba ogreti naša srca s pozitivno energijo. Vem, da vsakemu posebej zdaj se res dogajajo neki premiki in pa se vem, da vedno to govorim, ampak če imate občutek, da vas življenje poriva skozi šivankino uho, pomeni, da vas hoče vaša duša spomniti na to, da ste veličastni in da imate magnet. In ta magnet je vaše prepričanje. Poglejte, če imamo mi magnet, ki privlači, recimo, da je ta magnet tukaj gor priklopljen, da imate tukaj magnet in ta magnet, na kolenih se mi sprehaja naša Karla, to je naša obrita mucka in sicer vam jo mečkam pokažem, sam verjetno bo ušla, v glavnem, in se ves čas hoče crklati in hodi od enega do drugega in na vsak način rabi crklanje. V glavnem, to je ta naša mucka, ki je skoraj umrla in v glavnem zdaj dlaka že raste in tako da, jaz upam, da bo v redu. No, kakorkoli, gremo na pozitivna sporočila in zdaj, če gledamo, sploh živali čistijo energijo doma, sploh mačke, psi, včasih kakšna živalca močno zboli in zboli takrat, ko mi rabimo dodatno podporo, ko včasih živali prevzamejo naše bolezni nase in nas zaščitijo s svojo energijo. Tako se je meni zgodilo pri mojem kužu, Lari, ki je umrl zdaj že po moje 7 let nazaj, ampak on je bil tako močno bolan in vem, da on je takrat ščitil mene. V glavnem, pojmo na pozitivna sporočila. Da vidimo, prvo sporočilo je ljubezen. Prvo sporočilo je ljubezen. Ljubezen, ljubim se. Jaz sem ljubljeni otrok stvarstva. In zdaj, če nimate še tega prepričanja, da ljubim se, si začnite ponavljati. Dovoljujem si, da se imam vsak dan bolj rada. Zavedam se, da sem ljubljeni otrok stvarstva. No in vam bom prebrala zdaj še sporočilo iz knjigice Prehod v novo dobo. To je prvo sporočilo, enka. Zavedaj si, da ti si ljubezen. In čas je, da v popolnosti sprejemaš svoje žensko telo. Brezpogojno sprejemajo se stvarstvo in vse njegove oblike. Skozi vse tvoje odnose naj teče ljubezen. No, to je zdaj prvo sporočilo. Čas je, da se imaš bolj rada. Zdaj pa, kako si zabiti v glavo, rada se imam. Jaz vam povem, kako sem si jaz zabijala v glavo to, rada se imam. Ko je bila moja ta mala hčerka Anja stara, ko je bila dojenček, in ona po noči včasih se je zbujala in nič jo ni utolažilo. No, dobro, zdaj potem, kar delam, vem, da otroci, ki veliko jočejo v rani mladosti kot dojenčki, dejansko predelujejo travmatično smrt v zadnjem življenju. In v zadnjem življenju je recimo ona zgrmela v prepad in to je bil v bistvu njen grozen strah, ko se je rodila, ko je bila majčken otrok. Ko je bila majčken otrok, ona je v bistvu vedno, ko smo se peljali po nekih ozkih cestah, je bila čisto prestrašena. In ja, strahovi, ki jih sabo prinesemo, so sigurno povezani s preteklih življenj. V glavnem, in ker jo nič ni utišalo, jaz sem tega otroka nosila tako.
In vsakič, ko sem šla mimo pred sobe in tam je bilo ogledalo in sem hodila iz dnevne sobe, preko predsobe, v spalnico in nazaj. No, glavne, ko sem cincala tega otroka, vsakič, ko sem šla mimo ogledala, sem si rekla, rada se imam in se cenim. Rada se imam in se cenim. In zdaj glede na to, da če se nimate radi in se ne cenite, ali pa recimo, če imate preveliko težo, pa se pogledaš v ogledalo, ne, to je iz knjige Louise Hay, se pogledaš v ogledalo in rečeš, imam vitko telo, pa ti en glas reče, daj no, komu lažeš? Zato si dejte od spredaj, dovoljujem si, da se imam vedno bolj rada in da se vedno bolj cenim. Pa dovoljujem si, da se moja odvečna teža stopi. In če se noče stopiti, a veste, kaj sem jaz ozavestila? Par dni nazaj, pač ko je bilo meni, wow, še zmeraj imam nekaj za počistiti. V glavnem, kaj sem počistila, da s prekomerno težo, pa dobro, nimam toliko preveč, kakšno kilo preveč, ampak ok, se bom skoraj 54 let imela, tako da se v bistvu sem tam na meji, ampak več kot to ne smem imeti. Ampak s prekomerno težo se ščitim pred, veste, kaj je bilo? Pred nevoščljivimi ljudmi, pač pred žensko zavistjo, to je bila ena zadeva, in drug podzavestni program, s prekomerno težo se ščitim pred energijo pohote. Ja, pač enostavno, in to iz preteklih življenj, tudi predelujem. Tako da v glavnem, in tudi v tem življenju imam opravka s kakšno nevoščljivo žensko. Veste, jaz imam zdaj kokoške in te kokoške so res okure. Pač res okure. In zanimivo je, danes sem se sama pri sebi sem razmišljala, ko sem jim dajala pač zrna, še slepa kura zrno najde. In sem rekla, kaj ta pregovor sploh pomeni? V osnovi pomeni tudi, če si kura, ti lahko uspe. Pa če se počutite užaljene, tiste, ki to poslušate, da tudi če si kura, ti lahko uspe, pa ima za predelati kaj to, da imaš v sebi mnenje, da si pač kura, da si zabita, da imajo ljudje slabo mnenje o tebi. Ker res ne govorim, da si ti to, ampak če tebe ta stavek prizadene, pomeni, da imaš sama kaj za narediti v tej smeri. No ja, pojmo naprej na pozitivno sporočilo. Ljubeče sprejemam sebe in druge. Ljubeče, pa smo spet pri ljubezni, ne? Se pogledam pa rečem, kaj bi imela trebuh majčkeno manjši. Joj, pa imam preširoke stebe. Vedno bomo nekaj najdle ženske, ampak samo ženske. Moški tega programa nimajo. Imajo 5 kil preveč, 10, 20, oni so še zmerom cari. A ni to zanimivo? Ja, v ženski zavesti ta sindrom Marije Magdalene je tako močno prisoten, da dejansko mi moramo to počistiti. In ko bomo mi začele ceniti to svoje svetišče, takrat ne moramo več dovoljevati nikomur, ampak res nikomur, da zlorablja naše telo, ampak po drugi strani tudi naše domovanje je naše svetišče. Se pravi, da nihče ne more svinjati po našem svetišču. In zdaj, kaj to pomeni svinjati po našem svetišču? Če nekdo ne spoštuje nekih pravil v našem domu, pomeni, da je treba jasno postaviti meje in tudi ukrepe. Druga zadeva, jaz verjamem v to, da se na stene doma zalepijo težke besede. In če se v domu noter prepirate, to ostane prilepljeno na stene vašega doma. In glejte, če se prepirate, morate to energijo ščistiti ven iz doma, ker to težka energija ostaja noter. In točno veste, da če nekam pridete, je taka lepa energija in vi počutite, jaz tukaj lahko diham. In recimo, jaz se spomnim, ko sem prišla v Škofjo Loko, tam, kjer sem živela, preden sem se preselila sem v Sežano, jaz vam povem, da ko sem pomivala po tleh, jaz sem čistila težko energijo prepirov. Tako težka energija je bila po tleh, da dejansko
Po moje sem rabila več kot pol leta, da sem pomila, da sem imela občutek, da so tla čista. No, in to ljubeče sprejemam sebe in druge pomeni, da vsak dela najboljše, kar zmore in zna. In če nekdo drug dela najboljše, kar zmore in da zna in je vedno v negativni energiji, nekaj pol vi morate ukreniti. Kar drugega ne morete spremeniti, lahko pa spremenite sebe. Osvobajam se vseh sodb. Z ljubeznijo pomagam ljudem, ki so pomoči potrebni. Ja, ampak druga zadeva, če te pa ne prosi za pomoč, mu ne moreš pomagati. Naj med nami teče brezpogojna ljubezen. Z ljubeznijo skrbim tudi za sebe in to je pa zdaj osnova vseh odnosov. Taka kot sem vredna ljubezni. Danes se vse vrti okrog ljubezni, zanimivo. In tretje, na svetu sem zato, da svetim z ljubeznijo. Karta 7, povezovanje. Svetim z ljubeznijo, zanimivo. Danes je očitno dan ljubezni do sebe. V ljudeh iščem njihove moči, njihove dobre lastnosti. Vsak ima v sebi drobno lučko, žarek Božjega. Dovoljujem si, da vidim svetlobo v ljudeh. Jaz sem svetloba, ki privlači svetlobo, in jaz sem svetloba, ki osvetljuje temo. In prav ta tema v ljudeh, ko vaša svetloba sije in imate občutek, da kar sekajo ljudje naprej, nazaj v vas, dobro, če vas to spravi ob živce, imate vi kaj za narediti, ampak ena stvar, blagoslavljam te z ljubeznijo in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. To je v bistvu afirmacija, molitev, ki pomeni, tebi pošiljam blagoslov, ampak če si v eni taki nizki energiji, negativni energiji, ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja in da delam prostor novemu, da pridejo v moje življenje ljudje, ki me spoštujejo, ki me imajo radi, ki med nami teče čista energija sprejemanja. Veste, včasih pač moramo narediti prostor čemu novemu. In to novo, ki prihaja, jaz vam ne morem druga reči, kot da sem srečna, da sem uspela narediti določene korake, ker vem, da če ne bi naredila korake, mene bi zadušili. Danes sem poslušala en video izpred nekaj let. In se po videu, po mojem glasu se čuti, da sem v popolnoma drugi vibraciji. Da sem v eni taki vibraciji, da kar hlastam za zrakom, ko govorim. Dejansko si ne vzamem čas niti za to, da diham. In vi, ki poslušate videe, točno veste, ker jih začutite, vsi začutimo energijo. Zato je tako pomembno, da poskrbim za svoj notranji mir. In takrat, ko ni okrog mene miru, tudi če je okrog mene, ni važno, katera svetovna vojna, gre se za to, da lahko sebe spravim v tako vibracijo miru, da če se ruši vse okrog mene, da sem v miru. Enostavno v miru. In druga stvar, da ne podlegam strahu. No, zdaj pa, če se vrnem na ta video, ki sem ga včeraj poslušala od Grega Badna, v glavnem, ko govori o tem, da kako v bistvu se to našo božansko esenco je ne cenimo in da v bistvu sploh nismo razvili še popolnega potenciala, mi kot ljudje, da bi lahko svojo vibracijo ustvarjali. Ker če smo ustvarjeni po Božji podobi in smo, jaz verjamemo to, in ne nazadnje, Jezus je prišel na zemljo in se je utelesil kot človek in nam je pokazal, da je zmožen delati čudeže. Kaj pa, če smo mi tudi zmožni delati čudeže? Kaj pa, če recimo, vsi poznate sigurno, ne vem, Sai Baba, ali pa, zdaj sem začela brati in nisem še daleč prišla, ampak v glavnem Yogananda, dnevnik tega jogija, ki je bil sposoben manifestirati predmete v roki. Ali pa recimo Saint Germain, ki je živel 200 let nazaj, ki je bil zmožen te svete alkimije, da je dobesedno se mu pokazal
zlat prstan v roki, zlato mu je nastajalo v roki. Kaj pa, če smo vsi tega zmožni? In Greh Baden je govoril prav o tem, da z vsemi temi čipi, s cepivi, mi dobesedno se odpovedujemo naši božanski esenci. In da je mogoče to tisto največ, kar mi imamo v sebi. Mi kot človeška vrsta. Zato jaz verjamem v to, da zdaj mogoče smo dobili prvo porcijo cepiv. In kot veste, jaz ne podpiram cepljenja in se nisem cepila, ampak predvsem to, kar šele prihaja. Verjemite, da nas bojo še bolj strašili, da nam bojo ponujali, ne vem, Bog si ga vedi kaj, ampak sledite temu, ne se prodajati za nič. Glejte, zakaj so se ljudje šli na koncept? Zato, da bojo lahko šli na potovanja. Kako žalostno. In potem ni bilo čez pol leta, nihče več ni govoril o cepivih. Mediji vas zastrupljajo, pač to je dejstvo. In bolj kot poslušate vse te zadeve, bolj boste prestrašeni. In zato, glejte, poskrbite za to. Jaz sem zdaj poskrbela, jaz sem svoje kure. Slej, ko prej bojo začele nesti, in bom imela pač jajca. Če ne drugega, pač razmišljam o tem, kako poskrbeti za to, da čim več sam proizvedeš. In če vam ostaja denarja, pač kupite si zemljo in začnite, naučite se kmetovati. Kaj ne vam rečem? Pač tukaj je prihodnost. Veste, moj oče prav, zdaj, ko sem šla po kokoške, jih je on šel iskat moji tam mali sestrični. No in v glavnem pri nas doma zdaj ni več živine. Je rekel, joj, veš, sem tukaj žalosten, nimamo več živine. Sem rekla, boš videl, da bo prišel čas, ko bo spet živina pri hiši. Ker jaz verjamem, da gremo nazaj. Zdaj, s kakšno hitrostjo nimam pojma, ampak verjamem pa, da gremo pač ne tako nazaj v kameno dobo, ampak gremo nazaj k naravi. In kdor od vas je prebral knjigo Anastasija, ve, da zemlja je tista, ki nam daje življenje in da semena se dajo formirati. In dr. Emoto z Japonske je pokazal, da lahko informiramo vodo samo s tem, da na steklenico napišemo ljubim te. In zdaj, če smo spet pri ljubezni in da voda v našem telesu nas sliši, in če mi sebe ljubeče objamemo in sebi rečemo, sprejemam te, ljubim te, oproščam ti za vse tvoje napake, v danem trenutku vsak od nas dela najboljše, kar zmore, da sebi dajemo ljubezen. In ja, zato pišem vse te knjige in to, kar govorim in delam, da vas spodbudam, da začnete delati zdravilno molitev dekodiranja, da počistite svoje kode pomanjkanja. In jaz res verjamem, da smo zmožni, mi kot ljudje, vsak človek zase, tega prehoda v novo dobo, da aktivira svoj božanski potencial vsakim izmed nas in da naredi ta notranji preporod. Tako da uživajte, ko sem čutila za danes, da delim pozitivno energijo. A grem še na eno, 2, 3 sporočila iz Ošotovih kart. Se pravi, tisto, kar je ta trenutek za vas, svetle dušice, ki ste do konca poslušali ta video, kaj vam sporoča stvarstvo. 3 karte, da vidimo. Glejte to. Pogojenost. Tukaj je lev, ki poskuša biti ovca. Tukaj je lev, ki so ga vzgajale ovce in se trudi, da bleje, trudi se, da je travo in ima občutek, da to ni to. Pač se preživi, ampak vemo, da lev res ne more moliti trave. V glavnem, če imate občutek, da ne spadate nekam, mogoče ste pa nekaj več. Druga zadeva,
notranji glas. Čas je, da se uravnovesite, da greste počistiti svoje kode pomanjkanja, tako kot jaz. Moram se zaščititi. Moram se ščititi. Ja, in potem pač telo shranjuje. Dobro, nimam občutka, da sem predebela, ampak ne želim se pa rediti, ne? Ampak vem, da zdaj, ko se mi ne bo več treba ščititi, enostaven, se imam lepo postavo. Gre se za to, da se sprejmemo. In vir, da se povežem z izvorom. In ta vir svetlobe, verjamem v to, da imamo mi vir svetlobe v sebi. In da smo mi svetlobna bitja. In mi kot svetlobna bitja oddajamo svetlobo, širimo svetlobo. In delajte na tem, da boste v svoji okolici širili svetlobo, dodajajte vrednost ljudem, iščite dobre lastnosti in tam, kjer ne najdete nič dobrega, tam je čas, da naredite korak naprej. Mogoče vas pa čaka kaj lepšega. Tako da uživajte, vse dobro in ja, naj vam pomagajo pri tem angeli, naj vas spremlja Božji blagoslov, naj se vam dogajajo dobre stvari, zato ker res verjamem, mi v sebi notri smo božanska bitja, zemeljsko izkušnjo, ampak v osnovi se šele učimo voziti to naše božansko izkušnjo, svoje božansko telo. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in predvsem dovolite, da se v vašem življenju zgodijo čudeži.